Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Pozdravljeni v prestolnici Goričkega, na gradu na Goričkem, ki je sredi te čudovite kulturne krajine. Ta se stiska med Avstrijo in Madžarsko, med Tromejnikom in cerkev v Bogojini, torej zajema najlepši del gričevne te kulturne krajine, ki se ohranila tukaj skozi tisočletja z pridnim delom domačinov, ki so obdelovali sadovnjake, njive, travnike, skrbeli za mejice, skrbeli tudi za naravo in na ta način ohranili ta čudoviti svet nam, ki lahko v njem uživamo ob prostočasnih dejavnostih, obiskujemo kulturne spomenike, obiskujemo naravo, stara drevesa, naš Nuskovski vrelec, potem tudi cerkve. Poseben zgodovinski prostor je seveda Tromejnik na stičišču Avstrije, Slovenije in Madžarske, kjer se zbiramo vsako leto v pohodih in tudi protokolarnih srečanjih. Tukaj so bili tudi 3 predsedniki vseh 3 držav in je tudi točka pogostih obiskov. Goričko narava ni obdarila z posebej dramatičnimi naravnimi pojavi, zato pa imamo zadrževalnike, ki so umetnega nastanka. To so Ledavsko jezero, Hodoško jezero, Bukovniško jezero in Križevsko jezero, kjer se je naselila tudi narava, kjer prebivajo ptice in rastlinske vrste, ki jih varujemo in so seveda tudi zanimive za obisk, fotografiranje in za seznanitev z njihovo ekologijo. Ponudba v Krajinskem parku Goričko je tako zelo bogata, nagrajujejo pa seveda tudi rokodelci in pa turistična in folklorna društva, ki prirejajo številne prireditve v različnih obdobjih, v različnih vaseh in seveda kulinarika, ki je dostopna v številnih gostinskih obratih, turističnih kmetijah, izletniških kmetijah, ki ponujajo dobrote iz Goričkega. Grad je prav poseben, preseneti nas že samo njegovo notranje dvorišče, ta dvignjen zahodni nivo dvorišča in nižji vzhodni del. In prav na tem dvignjenem zahodnem delu grajskega dvorišča je stalo srednjeveško jedro, ki se prvič v pisnih virih omenja v začetku 12. stoletja. Današnji baročni videz pa je grad dobil v sredi 18. stoletja. So pa v njem vpeti deli iz 16., 17. in 19. stoletja. Skozi vsa ta obdobja, stoletja, so se zvrstile številne madžarske plemiške družine. Še domačini danes radi povedo kaj o zadnji grajski grofici, ki je gospodarila v grajskem poslopju. Nato pa je grad iz teh plemiških družin prešel v roke Hartnerjevi, ki so gospodarili z grajskim poslopjem med obema svetovnima vojnama. In na koncu lahko povemo, da so prav usodna leta po 2. svetovni vojni, ko so začeli propadati še zadnji ostanki nekdaj bogate grajske opreme in počasi so se začeli udirati tudi mogočni grajski zidovi. Danes lahko povemo, da je grad v lasti države, da je v njem sedež Krajinskega parka Goričko, da so številni prostori obnovljeni in tudi odprti za obiskovalce. V pritličju gradu ponujamo na ogled delavnice domače obrti,
Poleg teh delavnic vam pokažemo tudi Viteško dvorano. V Viteški dvorani si lahko ogledate zgodovino skozi stoletja, zgodovino gradu in tudi zgodovino same obnove grajskega poslopja. Lahko si pa pogledate tudi kakšen kratek film o samem grajskem poslopju, pa tudi o zavarovanem območju o Krajinskem parku Goričko. V drugem nadstropju, v tem delu, v tem palaciju, smo predstavili stavbni razvoj skozi stoletja. Pokazali vam bomo tudi nekaj ohranjene grajske opreme. Poleg opreme boste videli tudi oblačilni videz madžarskih plemiških družin. Poleg teh prostorov se lahko sprehodite tudi do poročne dvorane oziroma večnamenske dvorane, koncertne dvorane in si pogledate še 3 prostore, ki so namenjeni naravi Goričkega. Vse to je v tem delu, v tem grajskem poslopju. V poletnih mesecih pa se lahko sprehodite tudi po parku, ki je pred grajskim poslopjem, ali se posedete na grajsko teraso in se prepustite blagodejnim tokovom grajske energije. V javnem zavodu Krajinski park Goričko skrbimo med drugim tudi za to, da obiskovalci na gradu podoživijo, kako se preteklost prepleta z sedanjosti. Prenovljeni prostori tako ponujajo možnost za izvedbo različnih dogodkov, kot so koncerti klasične glasbe, razna strokovna srečanja in pa tudi poroke. Po civilnem poročnem obredu poskrbimo za svečanost dogodka in pa za zdravico, grajsko poslopje pa je lahko prava kulisa za nastanek nepozabnih poročnih fotografij. Posebno doživetje je lahko ob obisku Goričkega vsekakor tudi bivanje v grajskih sobanah, kajti grajsko zidovje skriva 4 prostorne in moderno opremljene apartmaje. Tako se lahko počitnikovanje na gradu lepo dopolni z raziskovanjem okoliških krajev. Mlajšim obiskovalcem pa povemo, kako so se zidali grad, kako je potekalo življenje na gradu, kaj so počeli grofje, vitezi, spletične in zakaj so imeli grajskega pisarja. Povemo pa tudi legendo o Zmaju Kačo in njegovi zlati kroni. Zmaj še vedno spi v grajski votlini, mi pa še vedno iščemo njegovo zlato krono. Zato se skupaj z najmlajšimi podamo po grajskih prostorih, po grajski terasi in iščemo njegovo zlato krono. En del gradu smo namenili tudi sami naravi Goričkega. Tam spoznate vse te osnovne informacije o zavarovanem območju o Krajinskem parku Goričko. Spoznate tudi vrste Natura 2000 na območju Goričkega. Lahko se pa podate z našimi naravovarstvenimi sodelavci na teren in izveste v okviru naravoslavnih dnevov, katere organiziramo za vas, še kaj več v določenih vrstah. V kleti ponujamo vrhunsko kapljico goričkih vinogradnikov, številni obiskovalci pa ob tem tudi radi zapojejo in se seveda pomenijo o tem, kdaj bodo obiskali grad naslednjič. Naše začetke so zelo stare, segajo nekje v letu 1900. Najprej je gostilno imel pradedek, potem je imel dedek, potem je prevzela mama, 83. sem pa prevzel jaz od mame. V naši gostilni lahko sprejmemo tam nekje do 100 gostov, na pokriti terasi do 150 gostov in na piknik prostori do 180 gostov. Pripravljamo pač jedi iz divjačine, se pravi največ iz jelenovega mesa
in mesa divjega pujceka. Kot gostje pravijo, smo najbolj prepoznavni, pa zelo radi imajo jelenov zrezek z jurčki, pa zraven pečene dodole, za čebulo, pa za oseko pa smetano. Tudi zelo znano je pečeni divji pujcek, pečenka divjega pujceka, pa jelenov golaž, pa bograč golaž iz divjačinskega mesa, se pravi jelen, srna pa divji pujcek. Pripravljamo večino jedi iz žara, se pravi pečeno jagnje, pa pečeni odojek, pečeni pujcek. Pa razne jedi, ki jih imamo na meniju. Najbolj znana je jelenova salama, potem jelenova klobasa z hrenom, gorička šunka in domača tynka, pa domača zaseka. Slabo leto smo se odločili, da bomo samo postrežna nedeljska kosila pripravljali. Vedno imamo vedno je 5 glavnih jedi. Se pravi jeleno zrezek z jurčki, pa pečeno jagnje po Aninu je vedno na jedilniku. Potem gorička pečenka z česnom, pohani piščanec, pripravljamo tudi lignje, kalamare po pariško, pa kalamari na žaru. Tudi imamo dobro poskrbljeno za vegetarijance, zelo pestro izbiro solat, zelenjavne juhe, potem pa kakšni zelenjavni zrezek na žaru in bučkini polpeti na žaru. Imamo zelo dosti turistov, tudi dosti domačih gostov, mlade družine z otroci in organizirane skupine, kjer se zelo dobro počutijo v naravi, v parku, med jeleni, med ovcami, med kozami, med šetlandskimi poniji in imamo tudi 2 osleka, Franceka pa Micko. Otroci se lahko igrajo v velikem peskovniku, ki je tik ob prostoru za piknike. Potem imamo igrišče za odbojko na pesku, igrišče za mali nogomet, potem imamo mizo, kjer se lahko igrajo ping-pong in namizni nogomet. Gostje lahko grejo na krajši sprehod po parku, lahko nakrmijo živali in se lahko fotografirajo ali pa slikajo z živalmi. Želimo si, da bi nas obiskalo toliko gostov, koliko nas je do zdaj, lahko nas pa obišče še tudi več.
Dejavnost smo registrirali leta 2001, se pravi 16 let smo že v tem poslu. Najbolj nas veseli, da se gostje vračajo, da so zadovoljni za našo ponudbo, kjer se trudimo, da jim ponujamo tisto, kar pridelamo na naši kmetiji. Delamo vsi štirje, midva z možem in pa hčerke. Ena je že zaposlena, dela v Ljubljani, ampak vsak vikend pride domov, da pomaga meni v kuhinji. Mlajša Iva je še študentka, ona pa je pač tista, ki poprime za vsako delo. Naj si je to v lokalu, pri strežbi gostom ali pa v kuhinji. Mož je večinoma v kleti, on je strokovnjak pri naši hiši za vino. Jaz sem pri tem poslu bosa, moja je pa pač kuhinja in vse ostale stvari, ki jih dobi gost na mizo. V našem vinogradu je čez 50 različnih sort vinske trte. To pa zaradi tega, ker so včasih bili tukaj, oziroma dedek mojega moža je bil trsničar. Glavne sorte, ki jih pa midva zdaj najbolj negujeva, so pa laški Riesling, Sauvignon, Kerner, Chardonnay, modra frankinja in pa Zweigelt. Ponujamo našim gostom sok iz naših jabolk, domačih, ki jih naberemo na moje domačije v Doliču, in pa potem grozdni sok iz modre frankinje in Zweigelta. Ponosni smo na to, da našim gostom na mizo lahko ponudimo večino svojih proizvodov, dokupujemo samo jajca in pa sire, pa še to imamo iz okoliških kmetij. Ponujamo hladne jedi, ker toplih jedi mi nimamo, razen bograč za naročene skupine. Ponujamo narezke, obložene kruhe, spečemo kračo, če jo kdo želi in se prej najavi. Potem imamo tudi, če kdo ne mara prekajenega mesa, spečemo svinjska rebrca in tisto ponudimo z našo zelenjavo in hrenom. Na našem narezku je vse, kar se pri eni svinji da predelati oziroma prekaditi. To so salame, klobase, ki jih potem popečemo in damo v mast, tako da so pripravljene, ko delamo narezek. In pa potem prekajeno meso. Različne vrste, to je vse od šunke, ribice, pečenke. Tako da na našem narezku imaš čisto vse, od mesa, zelenjave, sira, namazov, ocvirkov namaz, zaseka, pašteta. Za tiste, ki mesa ne jejo, pa pripravimo ali jajčno solato ali kakšen sirov taler, kot smo ga poimenovali, kjer imamo raznovrstne sire, tudi namaz, ki ga delamo sami, in moram reči, da za ta namaz vsi pravijo, da je zares odličen. Ker pridelujemo svoje buče, tudi stiskamo olje v oljarni in starejši bodo vedeli, da se pri olju, ko ga stiskaš, spodaj je tista, mi smo rekli troskev, ampak tista gošča je fenomenalni dodatek, skuti, pa mogoče še malo bučnih semen, in to je najboljši bučni namaz, ki ga pri nas ljudje zelo radi imajo. V lokalu sprejmemo do 60 oseb, tako smo tudi registrirani, poleti pa, ko so naše brajde v lepi senci, postavimo spodaj klopi in tudi tam ima prostor 50 oseb. Sprejmemo najavljene skupine, drugače pa k nam prihajajo individualni gostje, zelo dosti je obiska iz Avstrije, ker smo obmejna vas, poleti se zelo radi ustavljajo kolesarji, imamo pa tudi kar precej obiska z Bad Radkersburga, iz njihovih term. Za tiste, ki k nam ne morejo priti, pa imajo kakšno prireditev oziroma kakšen dogodek doma, pripravimo tudi catering, pripeljemo hrano k njim na dom, postrežemo, če želijo, ali jim pa samo dostavimo. Za sladkosnede pripravimo prekmursko gibanico, za katero imamo tudi certifikat, potem spečemo tudi posolanke ali pa repnjoče, zdaj v jesenskem oziroma zimskem času, tako da zadostimo tudi tem okusom.
Poleg izletniške kmetije imamo registrirano tudi dopolnilno dejavnost peke kruha. Pečemo navaden domač kmečki rženi kruh, potem beli kruh, kruh s semeni, kruh s konopljino moko in pa tudi pirin kruh. Tukaj smo zato, da zadovoljimo želje naših gostov. Ni lepšega, kot da se ti gost vrača. Imamo tudi take goste, moram povedati, oziroma gostjo, ki mi vsako leto za veliko noč prinese en tisti veliki avstrijski kuglub, tisto njihovo tradicionalno potico. In meni je to taka radost, ne samo, da je okusno dobro, ampak da se te nekdo spomni, da pride k tebi nazaj, da je zadovoljen. In to je tisto, kar ti potem po koncu delovnega dne, ko si ves utrujen, pa padeš v posteljo, da nekega zagona oziroma motivacije še za naprej, ko veš, da so gostje zadovoljni in da se radi vračajo. Ja, vse skupaj se je začelo tam v 90-ih letih, ko sta starša začela obnavljati očetovo domačijo. Takrat je oče imel željo posaditi vinograd in je posadil svojih prvih 1500 trt. To je bilo leta 92, ko smo čakali našega prvega sina. Potem smo seveda čez nekaj let vinograd malce povečali. Ko smo čakali našega drugega sina, se radi pošalimo, vinograde smo širili in ostali pri 2 otrokih. Dejansko kleti v stari hiši so bile premajhne za neko resno ukvarjanje z kletarjenjem in stekleničenjem vina, zato smo bili nekako primorani v širitev. Odločili smo se, da se bomo šli vinogradništvo zares, zato smo tudi leta 2011 začeli z gradnjo nove kleti in spremljevalnih prostorov. Cilj vsekakor je prodati čim več doma na dvorišču. Poleg tega ljudje, ki pridejo v naše okolje, se pravi tako tukaj na mikrolokaciji naše vinogradniške domačije kot širše Krajinskem parku Goričko, so navdušeni nad naravo in nekako lažje jim predstaviš vina v tem okolju, kjer je grozdje zraslo, kjer so bila vina predelana in pridelana. In nekako zato smo bili potem tudi odločeni, da te degustacijske prostore prilagodimo tako manjšim, kot po potrebi tudi malo večjim skupinam. Vsekakor dobrodošli so vsi, ko bo objekt dokončan, bo to seveda mnogo lažje. Približujemo se počasi temu cilju, da bodo prostori pripravljeni tako za večje kot za manjše skupine. V letošnjem letu nam je uspelo tudi urediti parkirišče, kjer je možnost parkiranja tudi večjih vozil, tako da imamo parkirišče tako za avtobus kot možnost nekje do 6 avtodomov naenkrat. Ja, mi smo orientirani v pridelavo belih vin. Se pravi laški rizling, krenjski rizling, šardonej, sivi pinot in rumeni muškat. Seveda se trudimo ta vina pridelati na nekem nivoju, tako da vsa vina tudi maceriramo. V zadnjem času je zelo popularen naš sivi pinot,
ki je v osnovi belo grozdje z rdečo jagodno kožico, in če ga malo dalj časa maceriramo, dobimo lepo oranžno vino, ali kot mi radi rečemo, čebuljne barve, ki je nekako našel med kupci svojo pot in je praktično naš paradni konj zadnjih letih. Letošnje leto smo poskusno degužirali prvo manjšo serijo, namreč uradna plasma naših penin je predviden za konec letošnjega leta, in sicer imamo penino na osnovi šardoneja v zelo suhi varianti, polsuhi varianti, in najverjetneje se jim bo pridružila tudi natur, se pravi brez dodanega likerja, ker nekako smo zavezani suhim vinom, in osnova teh penin nam kaže, da smo na dobri poti. Moj oče nas nikdar ni silil, da moramo delati v vinogradu ali da moramo biti prisotni, ampak enostavno smo ta košček zemlje vzljubili, radi smo tukaj, radi smo pomagali, koliko se nam je dalo, sicer smo rajši bili na morju pa jadrali in tako naprej, ampak ko je bilo treba poprijeti, ko je oče v skrajni sili res prosil za pomoč, smo mu pomagali. In nekako na enak način poskušam tudi jaz delovati, se pravi z nobeno silo, če so pripravljeni pomagati, so, in moram reči, da so pripravljeni pomagati, poleg tega se pridno izobražujejo tudi na tem področju, in ne bojim se za prihodnost. Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca.